Drage dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, predstavniki medijev in drugi strokovnjaki, en lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli v prostorih Triglav Laba. Ozračje nad Slovenijo se segreva za približno pol stopinje Celzija na vsakih 10 let. Lansko leto se po podatkih Zavarovalnice Triglav uvršča na 3. mesto po ocenjeni vrednosti škod iz masovnih škodnih dogodkov v zadnjem desetletju. Letos nas je prizadela že 5. spomladanska pozeba v zadnjih 8 letih. Toča, vihar, suša, poplave in pozebe so sicer običajni vremenski pojavi, ampak kaj, ko se pojavljajo vse pogosteje, v vse bolj skrajnih oblikah in tudi v takih nenavadnih letnih obdobjih. Pripravljeni na nepredvidljivo oziroma predvidljivo vremenski ekstremi smo zato poimenovali današnji dogodek in nam povabili izjemne strokovnjake, da bi z njimi predstavili podatke o naravnih škodnih dogodkih in soočili mnenja, kako se z njimi zoperstaviti. Z nami so meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje, gospod Brane Gregorčič, ki ga dobro poznamo tudi iz malih zaslonov, pa direktor službe za premoženjske škode v Zavarovalnici Triglav, gospod Uroš Metličar, pa direktor službe za kmetijska zavarovanja v Zavarovalnici Triglav, gospod Aleš Zupan, in pa eden najprepoznavnejših štajerskih vinarjev, pravimo tudi kralj slovenskih tramincev, gospod Danilo Štajer. Res nam je v veselje, da lahko v taki družbi razpravljamo o vremenu, v katerem je toliko vražd, toliko pregovorov, ljudskih modrosti in pa praznikov. No, eden takih je tik pred nami, ko godujejo ledeni možje in pa za njimi še Sveta Zofija in naj bi bili krivi za mrzlo in mokro vreme. Pa zdaj me zanima, gospod Gregorčič, koliko je zdaj resnice v teh ljudskih vremenskih pregovorih, koliko so te napovedi še smiselne, nesmiselne? Ja, vsekakor to je neka modrost, ki izvira iz preteklih stoletij. Včasih smo rekli, ja, aprila sta možna 2 prodora polarnega zraka proti našim krajem, v maju pa je ponavadi tak prodor le še eden in tega so že tudi v nemško govorečih deželah poimenovali pač ledeni možje. Naj bi se datumsko ujel z datumi 12., 13. in 14. maj, se pravi, če gledamo letos, bo to od petka do nedelje. Ti ledeni možje naj bi predstavljali zadnjo grožnjo morebitne pozebe, no, lahko takoj povemo, da letos ne bo tako mrzlo, ne. In Zofija potem na koncu 15. maja naj bi s svojimi morebitnimi plohami, dežjem, potem omogočala lepo, stabilno poletno vreme. Včasih smo temu rekli lepo vreme, če je poleti sijalo sonce. Danes morda koga že tudi malce lahko to skrbi, ker ti to je potem povezano z drugimi nevšečnostmi, kot so suša ali pa požarna ogroženost. No, ampak seveda ne smemo pa preveč teže polagati na te sicer ljudske modrosti, kot jim rečemo. Mislim, da se bolj splača vseeno opirati na izsledke in izračune sedanjih meteoroloških modelov, ki jih imamo zdaj kar v izobilju. Kaj pa zavarovalničarji, gospod Metličar, verjamete v take vrste napovedi? Te napovedi so zelo nehvaležne. Jaz imam najrajše, ko je sončno, brez oblačka, brez suš. Trudimo se mi v zavarovalnici sigurno z nekimi historičnimi podatki potem podkrepiti takšne teze, modrosti, pa včasih se izide, včasih pa spet ne. Gospod Zupan, koliko se pa recimo denimo v kmetijstvu lahko ravnamo po teh pregovorih, oziroma koliko to velja? To, kar je kolega Gregorčič povedal, glede na tisto, kar smo prej slišali, 5 pozeb v 8 letih, je kar drži, da sta 2 vdora polarnega zraka v aprilu, no sem pa zelo vesel, da bo ta vikend plus, da ne bo minus, tako da saj z rizikom pozebe za letos končamo, je bilo dosti. Gospod Štajer, kaj pa vi pravite na te ljudske modrosti? Pogledate dostikrat na koledar? Prvo se zelo veselim, da ne bo pozebe, ne. Ta napoved je zelo dobrodošla, kajti kot opažam trenutno, vina bo letos premalo, ne. Teda čakamo na dobro letino, teda to je spodbuda za nas. Drugače pa, ko ste že omenili, spremembe, seveda tudi se jih zavedamo, drugače gledam jaz osebno na njih, ko sem študiral na Biotehniški fakulteti, smo tudi imeli predmet meteorologijo, agrometeorologijo in takrat se nisem zavedal, kako veliki
vpliv ima seveda klima in pa vse skupaj na to, kaj počnemo seveda tudi na vinogradništvu, vinarstvo. Mimogrede, gospod Gregorčič, vaš kolega Andrej Velkavrh je nekoč dejal, da edini pregovor o vremenu, ki ima nek smisel, je ravno tisti o ledenih možeh in ustani zovki. Ampak dobro, let smo zdaj prebili, gremo zdaj k bolj resnim stvarem. Na začetku sem omenil ta podatek o segrevanju ozračja nad Slovenijo. Zdaj, s kakšnimi statistikami še razpolagate na agenciji? Ja, dejstvo je, da se klimatski pogoji na našem območju, pa ne samo na našem, nasploh globalno in povsod v Evropi spreminjajo. Recimo območje Alp in tudi območje Slovenije je tukaj, kar se tiče sprememb temperature, celo nekoliko izpostavljeno. Recimo, da se najhitreje segreva Arktika, potem pa že sledijo ti kopni predeli severne poloble, kamor sodi tudi Evropa. In če si malce pogledamo graf, če primerjamo, recimo, tu govorimo o temperaturah zraka poleti, kajti poleti se ozračje pri nas še hitreje segreva kot v drugih letnih časih, ne. Zdaj, če primerjamo z nekimi klimatološkimi vrednostmi iz preteklega stoletja, potem vidimo, da se je to zelo hitro segrevanje ozračja začelo tam nekje sredi 80-ih let in se potem zdaj kar stopnjuje in je trend dejansko celo, kar se poleti tiče, celo bolj strm kot pa pol stopinje na vsakih 10 let, ne. Tako da lansko poletje je bilo že povsem blizu tistemu še vedno rekordno vročemu 2003, s tem, da lani je bilo v zahodni Sloveniji celo rekordno vroče, ampak na severovzhodu pa ni bilo tako izrazite vročine, tako da ko se povpreči podatke za celotno Slovenijo, še vedno je poletje 2003 zelo izstopajoče, najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Kar je zanimivo, če pogledamo ta isti graf glede na klimatsko povprečje zadnjih 30 let, se pravi generacija, ki je morda zdaj stara tam 30 let ali malo več, njim se verjetno zdi teh zadnjih 30 let normalnih in bi rekli, da je bilo tam recimo pred letom 80 skorajda ledena doba, ne. Seveda trend je enak, ne, trend naraščanja je enak, zdaj pa zelo odvisno, s katerim klimatskim povprečjem primerjamo pač sedanje razmere, ne. In tako je tudi s temi pozebami spomladanskimi. Prodori v aprilu so bili včasih ravno tako ali pa še bolj pogosti, kot so sedaj, vendar zdaj zaradi toplejših zim in zgodnjih pomladi je rastlinje hitreje tako razvito, da je občutljivo na te pozebe, ne. In tukaj seveda so to stvari, ki jih težko vnaprej dobro napovemo, ne. Letos morda ni bilo tako hudo niti glede pozebe kot kakšno leto pred tem, ne, ker so bili tisti prodori v aprilu relativno zgodaj in tudi prej ni bilo še nekih zelo izrazitih toplih obdobij, ampak seveda povsem brez teh težav pa tudi letos ni šlo. Če še naprej pogledamo klimatske značilnosti poleti, trend se kar precej dobro izraža v upadanju skupne količine padavin v poletnih mesecih. To nekako se ujema s temi projekcijami klimatskih sprememb, da bodo poletja pri nas bolj vroča, bolj suha, na drugi strani bodo pa zime seveda tudi toplejše, ampak tudi z večjo količino padavin kot doslej, ne. Tako da ta trend je tukaj že kar dobro viden, da se pač v povprečju količina padavin v poletnih mesecih zmanjšuje, hkrati pa se povečuje osončenje, se pravi trajanje sončnega obsevanja v poletnem času, ne, kar je na nek način logično, ne. Tako da ja, poletja bodo še naprej bolj kot ne vroča, ne bodo vsako leto enako sušna, ampak pogostost poletnih suš in vročinskih valov se bo verjetno še povečevala. Na drugi strani pa bomo pozimi verjetno imeli višjo mejo sneženja, zato večjo možnost ob močnejših padavinah tudi za poplave. Tako da ni ravno najbolj optimistično to, kar se bo dogajalo s podnebjem oziroma vremenom v naslednjih desetletjih, ampak s tem bomo morali nekako živeti, ne. Če še zelo na kratko pokomentiram tale kazalec kmetijske suše v recimo minulih letih, vidimo, da lansko
Lansko leto je v poletni sezoni bilo res izjemno sušno, primerljivo z letom 2003, pa morda še s kakšnim letom. Vidimo, da se nekako pogostost teh močnejših suš v zadnjih letih povečuje, ne. Seveda vmes pa najdemo tudi leta, ko ni recimo poletne suše. Tako da lahko smo recimo tudi za letos morda zmerni optimisti, trenutni izračuni ne kažejo, da bi bilo letos poleti tako ekstremno sušno, kot je bilo lani. Čeprav seveda te napovedi zelo zanesljive žal niso, ne. Hvala. Gospod Metličar, kaj opažate v Zavarovalnici Triglav? Ali se zaradi teh ekstremnih vremenskih pojavov povečuje tudi število teh škod iz naslova množičnih škodnih dogodkov? No, sigurno bomo zdaj pogledali to, pa se bom na kolega Gregorčiča kar navezal, pa pokazal tile dve slikci. V bistvu to so slikci, ki so narejene iz Arsotovih slik, radarskih slik padavin. V bistvu gre pa nekako za združene slike vseh radarskih slik, ki se zgenerirajo v enem letu. Mi nekako te podatke zbiramo od 2009 naprej do danes, no in zelo zanimivo pokažem 10-letno obdobje, to je verjetnost nastanka toče. To ne pomeni, da je toča dejansko tu, kjer je obarvano nastala, ampak tam, kjer je najbolj temno oranžno, v bistvu prikazuje največjo verjetnost, da bi toča lahko nastala. In če pogledamo na levi, z vaših oči gledano, sliko iz leta 2009 in na desni strani sliko iz 2019 vidimo res občutno razliko te verjetnosti, da bi lahko toča na določenih področjih v Sloveniji nastala. Te slike se generirajo, zdaj me bo gospod Gregorčič morda popravil, ampak mislim, da do leta 2020 so se generirale na 15 minut, zdaj se pa generirajo na 10 minut zadnje slabe 3 leta. Se pravi, če gledamo 10 minut, 6 slik v uri, če moja matematika dela pravilno, je to 144 slik na dan združenih, pa potem 365 dni in iz tega dobimo eno takole slikco. Morda samo kratek komentarček. To dejansko drži, zdaj so slike celo na 5 minut, je pa iz radarskih meritev res težko ločiti močne nalive od dejanskega pojava toče. Ja. Ampak o tem bomo govorili kasneje. Pogostost, verjetnost močnejših nalivov se povečuje in seveda tudi pojav toče je lahko bolj verjeten za to. No, vseeno tako karto, pa potem kako se dejansko to rezultira v samih škodah, mogoče še čez kakšen slajd ali dva. Mogoče predtem, če pogledamo malce kronološko zadnjih 10 let, na kak način mi beležimo ujme oziroma mi temu rečemo množični škodni dogodki. Zdaj, to so dogodki, ki v bistvu jih mi tretiramo kot nek dogodek in trigger oziroma sprožilec, da mi definiramo nek dogodek kot ujmo oziroma množični škodni dogodek, je število škod, ki nastane našim zavarovancem. S tem povezano tudi potem potek dela, organizacija dela in vse, kar temu sodi. In nekako, če pogledamo ta graf prikazuje število teh ujm v zadnjih 10 letih. Se pravi, še enkrat, to so ujme Zavarovalnice Triglav, ki jih mi tretiramo kot tak dogodek. Vidimo, da v bistvu ta polna črta prikazuje število teh primerov na leto. Ta črtkana črta pa nekako prikazuje koliko je povprečno škod na posamezno ujmo. Govorimo samo o premoženju brez kmetijstva. Se pravi, tukaj so zajeti avtomobili, naši objekti, stavbe in tako naprej. In vidimo, najbolj opazna oziroma zelo zanimiva stvar, ki jo vidimo iz tega grafa, je recimo lansko leto, kjer ujm dejansko ni bilo tako veliko. Mi smo tretirali lani 3 take dogodke, 25.5., 2.6. obakrat toča, 18.8. je bil pa bolj viharni veter, tudi deloma s točo. Ampak intenziteta, to je tista stvar, ki najbolj izstopa, se pravi, škodnih dogodkov ni bilo tako veliko kot morda katero leto poprej, ampak povprečno število škod in tudi višina izplačanih škod je bila pa nad povprečjem. Mogoče kot zanimivost, tukaj so zajete vse ujme, od viharjev, toč, poplav. Zdaj, čisto tako, toče kot take, ko nastane nek dogodek zaradi toče, najbolj oziroma v največjem številu poškodujejo vozila, statistično gledano zadnjih 10 let, na to objekti. Če pa pogledamo po izplačilih zavarovalnin, pa je definitivno
žogica malce oziroma tehnica malce obratna in je več škod nastalo na objektih kot na vozilih. Mogoče pogledamo še en zanimiv podatek, spet te ujme, ki jih mi tretiramo kot ujme, nastanejo v različnih mesecih. Če pogledamo točo, imamo nekje sezono toč od meseca maja do meseca septembra, vrh je v poletnih 3 mesecih, junij, julij, avgust. Lansko leto, recimo prva toča, taka zelo močna, 25.5., ki je prizadela Mursko Soboto, pa potem recimo Rogaška, Rogatec, Mestinje, Podčetrtek, ta predel bolj vzhodne Slovenije. Potem druga toča je bila takoj v začetku junija, 2.6., ta dogodek je bil lani največji in po številu škod in po znesku izplačanih zavarovalnin. Potem pa še 18.8. pa v bistvu je bil pa bolj vihar kot sama toča. Če pogledamo vihar praktično je stvar, ki se lahko zgodi kadarkoli v leto. Zelo zanimivo v mesecu marcu, v zadnjih 10 letih nismo beležili takšnega dogodka, večjega dogodka, ko bi ga mi tretirali kot množični škodni dogodek. Recimo letos 4.2. je že bil en takšen dan, ko smo beležili krepko nadpovprečno število škod zaradi viharja. Poplava ima pa tudi nekako obdobje od meseca marca pa vse do konca leta. Je pa poplava zelo sezonske narave. Recimo najhujša zadnja taka je bila 2014. Mogoče, če se vrnem en graf nazaj, takrat 2014, če vidite, nismo imeli zaradi toč praktično dobenega primera, ampak to ne pomeni, da ni bilo ujm to leto. Ujme so bile, ampak bile so zaradi poplave. To je pa še tale zadnja slika, ki bi jo pokazal, in se malo navezal na tisti moj začetek tistih 2 kur, če začnem s kurami, da s kurami tudi končam. V bistvu to je pa slika, leva slika, z vaše strani gledano, v bistvu prikazuje dogajanje, se pravi, to je združena slika vseh teh radarskih slik padavin na 10 oziroma smo rekli na 5 minut, za 2.6. lanskega leta, ko smo mi ta dogodek tretirali kot množičen škodni dogodek. Na levi sliki je prikazana ta verjetnost, kje bi lahko toča nastala. Desna slika je pa v bistvu identična levi, pri čemer smo na tej sliki še s pikicami označili dejansko, kje so škode nastale in vidimo, ujemanja so zelo, zelo izrazita in takšne karte definitivno tudi nam pomagajo pri prognozi izpostavljenosti takoj po določenem takšnem malo večjem dogodku, recimo v konkretnem primeru zaradi toče. Vidimo res, da so ta ujemanja zelo, zelo natančna. Te prognoze so zelo pomembne za nas, tudi za organizacijo dela. Če vidimo, da so določena območja bila močno izpostavljena verjetnosti, da bi toča tam naj nastala, potem tudi v nadaljevanju z organizacijo dela cenilcev poskrbimo, da zagotovimo čim boljši servis naših strank. Evo, tako za enkrat. Predajam naprej. Smem samo? Izvolite. Zelo na kratko, to je dejansko ta ocena verjetnosti pojava toče je pridobljena z radarskimi meritvami. To niso sicer neke napovedi, to je meritev trenutnega stanja, kjer se potem iz parametra, ki mu rečemo integrirana vertikalna vodnost, določi območja, kjer so možni močni nalivi ali tudi pojav toče. In zato je seveda to ujemanje kar dobro. Lahko pa, da je na določenih območjih, kjer vidimo, da ni teh kontrolnih točk, kjer je bila toča izmerjena, bil samo močan naliv, pa pač ni bilo škode zaradi toče. Ta produkt je objavljen sproti na spletu in se ažurira vsakih 5 minut pod rubriko opozorila verjetnost trenutnega pojava toče. In je poleti zelo koristen pravzaprav za vsakogar, za vsakega občana, ki ga lahko koristi pač za svoje potrebe, zato da se sam prilagodi temu, da vidi, ali je burno vreme morda kje v bližini, oziroma ali je ta dan tak, ko je morda bolje kakšne stvari, ki se lahko pospravijo na varno, tudi storiti tako. Koristen podatek, vsekakor. Mogoče še samo ena dopolnitev, tako kot ste rekli, zelo odvisno tudi malo od mikrolokacije, kje so te slike nastale v Sloveniji, mislim, da sta 2 radarja, en na območju Radeč, drug na območju Škofje Loke. Ja, to je Pasja, Raven pa Lisca. Tako, evo. To je integrirana slika obeh. Če je v bistvu bliže kot je radarjev, večja je verjetnost, da bo zaznal določeno tole
višjo verjetnost pojava toč, ampak generalno so te slike, kot vidimo iz tega zelo praktičnega primera, zelo relevantne. In ta 2.6., še enkrat, to je bil lani najhujši dan za naše zavarovance, tudi za nas, največ primerov, največ izplačanih zavarovalnin. Hvala. Poglejmo, gospod Zupan, še malo na področje kmetijstva, ki je pogosto tudi ob manjših škodnih dogodkih najbolj ali pa prvo na udaru. Kaj kažejo podatki v tem delu? Ja, res je. Preden neko neurje, pač masovni dogodek poškoduje premoženje ali pa avtomobile, pozavarovalniško, je seveda na vrsti najbolj izpostavljena pač kmetijska pridelava. In tudi to obdobje toč oziroma viharjev, ki smo včasih rekli, da je od maja do septembra, je zdaj velja, da je že kar od aprila do oktobra. Recimo en lep primer je, že letos smo imeli že 1. aprila pobeljeno Ljubljano pa Grosuplje, zdaj potem že Lendavo, zdaj bo tudi nekaj v Celju, pa Pohorju in tako naprej. In recimo tudi lansko leto smo imeli prvo res masovno škodo že po toči, že 25. maja, prvič v maju, vedno so bili to junij ali pa julij ali pa celo avgust, ampak zdaj pa že v maju. Mogoče sam pojasnim nekako dva tipa, rečemo, proizvodnih rizikov, ki prizadenejo kmetijsko pridelavo, to so pač tukaj le zeleno pa modro, toča pa vihar, v bistvu tudi poplava, s tem, da kmetijska proizvodna, rečemo, ali pa kmetijstvo slovensko lih poplavi ni toliko izpostavljeno, malo bolj zavarovalniško povedano, je pa seveda toči in pa viharju. Ampak to so nevarnosti, ki vzamejo, ki prizadenejo neko okoliš, rečemo, neko manjšo regijo. Za razliko od pozeb in suš, ki pa seveda prizadenejo, kadar pridejo pa regijo, ta regija je včasih kar cela Slovenija, ker Slovenija je pa tako majhna, da vemo, da prizadene celo. No in recimo, da mogoče nakažem samo en trend, na drugačen način, recimo mi rečemo tako pogovorno, koliko policije zadetih. To pomeni, na koliko policah je pač prijavljena škoda in obravnavana, izplačana in tako naprej. Mogoče tlele za mano za točo in za vihar, če vidite tukaj le 10 let nazaj je bilo 8% polic zadetih. Medtem ko to zavarovanje posevkov rastlinske pridelave je v bistvu najbolj volatilno zavarovalno področje, ker nikoli ne veš, kakšen bo rezultat, se pravi, rezultati najbolj nihajo. Tako da to se tudi tukaj lepo vidi, ampak če bi potegnili zdaj to črto gor, bi vidite, da izpod 10 bo prišla že zadetih policij skoraj nekaj izpod 20, bi rekel, temu. Drugače je pa seveda s pozebo. No, za pozebo moramo povedati, da najprej prizadene sadjarstvo, potem na srečo šele vinogradništvo, ker je pač razvoj toliko zamaknjen. Je pa zadeva, tako kot smo že omenili, zelo, zelo zaskrbljujoča, glede na trend, 5 pozeb v zadnjih 8 letih. Dobro, zdaj smo slišali, da ta vikend ne bo več, da je za letos, rečemo, da je s tem konc, kar pomeni, da lahko že takoj rečemo, da je pozeba 2023 primerljiva, rečemo, za pozebo 16 in pa 20. Na srečo pa ne s pozebo 17 in pa 21, ki sta bile najhujši. Vmes so bile pa še tudi 2 leti zelo, zelo, zelo na meji. Tako da ta trend je pa res zaskrbljujoč, predvsem za sadjarski sektor. Delno pa tudi za vinogradniški, ampak se pravi, to bi pa vinogradi bi bili pa prizadeti zdaj, če bi bilo pa ta vikend še kaj hujšega. No, potlej pa tukaj so pa tudi, nisem tega kazal, ker teh zavarovanj še ni toliko sklenjenih, se pa tudi podobna nevarnost, ki pa zadane celo regijo, se pa tudi suša seveda in pa toplotni udar. To so, bi rekel, pač zdaj zavarovanja, ki se pojavljajo šele na novo. Trend je pa ravno tako zaskrbljujoč. Lansko leto 2022 je kar primerljivo z, rečemo, 30-letnem obdobju z 2003 pa 2013. Pa so bile tudi vmes še manjše suše, kjer jih pač malo pozabimo, da so bile. Vidimo pa, da sicer ne pri nas zdaj zelo mokro, ampak v širši regiji se pa spet kar nadaljuje ali pa pojavlja tudi nevarnost, sploh Francija, Španija zdaj. In bomo videli, kaj bo pač prinesel poletje. No in recimo mogoče v nadaljevanju še,
recimo, ker smo država, ki imamo, tudi nam pozorovatelji rečejo, pri vas je pa toča res doma, ne? Smo zelo izpostavljeni nevarnosti toče. Je recimo tukaj en trend, en problem, ki smo ga imeli 15 let nazaj, zelo intenzivno, se pravi problem toč je bil v enem segmentu, v enem sektorju, recimo v sadjarskem, ki je najbolj ranljiv, je bil kar nekako zdaj ustavljen ali pa obvladovan, bom rekel, sodobni, opremljeni, resni, intenzivni sadovnjaki morajo biti v Sloveniji pokriti z mrežo, ker brez mreže prve klase, prve kvalitete sadja je nemogoče pridelati. In tukaj, če pogledamo vse naše police, katere smo imeli zavarovane sadovnjake, kakšen delež policije pokrit, sadovnjakov je pokrit v našem portfelju z mrežo, vidite, da je ta trend kar lepo narašča. In rečemo, da je rizik toče tudi v sadjarstvu na ta način nekako kar obvladljiv, z zavarovalniškega vidika. Je pa drug velik problem, glede na trend, ki sem ga prej pokazal, je pa koliko je pa delež preventive, se pravi aktivne zaščite proti pozebi v sadjarstvu. Sadjarstvo nima druge alternative, ali pa bi rekel take efektivne zaščite, kot je mreža proti toči, ni zaščite proti pozebi. Edina ta, ki je, ste najbrž vsi videli, je, da se trudijo vroševati, se pravi z vroševalnimi sistemi, ki so do določenega minusa dajejo rezultate, pri kakšnem globjem minusu pa pač tudi ne. Ampak to je edina in tukaj bi glede na to statistiko pričakovali, da bo ta preventivna zaščita v porastu. Tukaj pa vidimo žal, vidite, da ta pravzaprav je prišla nekje na nivo 10%, pa še to ne. Tako da ni rasti v tem delu, da bi bilo vsako leto vedno več sadovnjakov opremljenih pač z vročevalnim sistemom, ne da ni želja, želja je strani, so pa to resni projekti. Prvo kot prvo mora biti vir vode, če je vir vode, pol je tudi možno za naprej. Če pa ni vira vode za vročevanje, pol je pa za sadjarstvo najbrž velik problem, kar se tiče pozeb za prihodnja leta. Hvala. Gospod Štar, mislim, da ste pravi naslov, da nam kot vinogradnik s 30-letno tradicijo poveste, kaj pa vi opažate pod milim nebom na terenu. Kakšne so vaše izkušnje? Ja, če vam prvo povem v bistvu o podatkih glede trgatve, to je dokaz, da se nekaj dogaja. Ko sem se začel s tem ukvarjati, z vinogradništvom vinarstvom, smo, na primer, bom izpostavil 3 sorte, ranino, kot našo avtohtono sorto smo trgali tam okoli 25. septembra. Zdaj je trgatev, lani je bila tako zgodaj, kot še nikoli, 18. augusta, se pravi več kot mesec prej. Šardoneje smo začeli trgati na Štajerskem v začetku oktobra, tam 5. 10. oktobra. Zdaj je trgatev šardonejev tam okoli 15. oktobra zaključena, mogoče kdaj 20. včasih celo 10. Če pa primerjam pozne sorte, mislim, pri tej je še večja razlika. Za dobre tramince ali pa rizlinge, ki so še malo poznejši, smo velikokrat trgali pred 25-30 leti po 1. novembru. To je trgače že krepko zeblo v roke, Zdaj je trgatev tudi na Štajerskem zaključena že v septembru. Velikokrat tam 25. konc, lani se je nekaj zavleklo v sam oktober, drugače pa to je v bistvu dokaz, da trgamo zelo zgodaj, seveda se je treba tudi prilagoditi glede seveda samega dela, tako v vinogradu kot tudi v kleti, ker če primerjamo trgatev ranine avgusta, zunaj je 30-35 stopinj, grozdje je vroče, trebalo bi trgati po noči, treba je imeti seveda za to spet drugo postrojenje, ustvariti neke druge pogoje klimatiziranja, da bi grozdje že hladili na poti iz vinograda do kleti. Zdaj pa, če se še navežemo na te podatke, ki so jih kolegi predstavili, pozeba, toča. Vinogradniki nismo prej poznali strahu od pozebe. Nazaj
10 let pa več. Ne. Bali smo za zimske pozebe, kjer smo imeli opravka z veliko snega in pa seveda veliki mraz, tam tudi čez minus 15 stopinj Celzija, četrta dobro ni prezimela, pač se ni dobro pripravljala na zimo, da niso rozge dobro dozorele v jeseni. Tam, če je več kot minus 15 stopinj, več kot 3-4 dni, seveda trta pozebe in takrat tudi predelka ni. Ne. Tako smo se bolj bali te zimske pozebe. Zdaj te zimski pozeb več ni, ker več ni teh zim. Seveda pa se bojimo spomladanskih pozeb. Imeli smo 2 veliki katastrofi, leta 2016 in 2017, kjer smo ostali skoraj brez predelka. To gospod Zupan ve, se je bil sam na ogledu teh vinogradov. Kar se pa tiče toče, pa kot tu tudi kolegi opažajo, pojavlja se zelo zgodaj, ko so mladike zelo ranljive. Imeli smo en taki primer leta 2020 na eni legi Police, ena lepa južna lega blizu Gornje Radgone. Tudi bil gospod Zupan na samem primeru, ko so bile mladike visoke, tam nekje enih 30 cm, zelo krhke mlade, to je odsekalo kompletne. Škoda je bila zavarovalnica ocenila 95%, to je to, da predelka praktično ni bilo. Ne. Zdaj, ko pozneje, ko je trta že malo bolj obraščena in so te mladike že malo bolj, ko bi rekel, ulesenele delno, ne, tudi ščitijo malo sam grozd in so te škode seveda po toči vedno bile, ampak zdaj pa opažamo, da so vedno pogostejše in pa ti ekstremi so, ki pride pol res zares. A sta toča in pozeba potem tista najbolj kritična vremenska ekstrema ali pa vremenska pojava za vašo panogo? Absolutno. Zdaj, proti pozebi vinogradniki težko kaj postorimo, ne. Takrat smo se nekaj poskušali z oroševanjem 2017, ampak ni bilo nekega efekta, ki je bil mraz v bistvu premočen. Ne. Glede toče, mreže, ki jih sicer nismo poznali v vinogradništvu, ne, zdaj v zadnjem času vedno več se tudi vinogradov pokrije z mrežami, ampak ravno kar smo imeli 6. vinogradniško-vinarski kongres na Ptuju in so tudi tam neke analize pokazali, predvsem za aromatične sorte, kot je traminec, sauvignoni, so seveda nianse, da pač te mreže vplivajo na manjše osončenje in pa tudi UV žarki imajo neki vpliv očitno na aromatiko. Pri aromatičnih sortah potem to grozdje tvori manj terpenov, posledično manj aromatičnih snovi in ko so bili delani poskusi, bi naj bile te sorte potem malo drugačno ali pa z manjšo aromatiko. Hvala. Zdaj, če vem, da so med našimi gosti tudi predstavniki Kmetijskega inštituta pa Ministrstva za kmetijstvo, novinarji in tudi predstavniki podjetij, ki se ukvarjajo s sanacijo škod na premoženju, tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, komentar, pripombo, predlog rešitve, mikrofon mislim, da imamo pripravljen in če kdo želi, naj kar pove oziroma pokomentira tole debato. Sicer pa me zanima, zdaj, ko govorimo o teh vremenskih ekstremih, ne, je dostikrat govora o podnebnih spremembah. Pa me zanima, gospod Gregorčič, ali so ti pojavi dejansko posledica nekih teh podnebnih sprememb, o katerih je v zadnjem času veliko govora? Naši kolegi iz Avstrijske meteorološke službe so analizirali niz podatkov dolg 250 let, se pravi na območju Alp so izkoristili vse meritve, ki so bile na voljo zgodovinsko gledano precej nazaj. Prišli so do zaključka, da bistveno je to, da se pojavlja ta trend naraščanja temperature. Istočasno seveda s tem več vročinskih valov v poletnem času, nekoliko manj padavin v poletnem času, kot smo videli tudi na analizi naših podatkov. Dočim ta dnevna oziroma spremenljivost vremena v krajših obdobjih je bila pa od nekdaj prisotna na tem območju. Ti prodori bodisi polarnih, bodisi subtropskih zračnih mas, to se je dogajalo tudi v preteklosti, ne. Samo zdaj se vse skupaj dogaja na nekoliko višjih temperaturah.
In če so temperature višje, potem lahko toplejši zrak sprejme vase več vodne pare in pretvorba vodne pare v potem kapljevinasto obliko agregatno, se pravi v oblakih, ko se vlaga kondenzira, sprošča se latentna toplota, pride do seveda večje energije, ki jo taki oblaki dejansko premorejo, tako da so lahko procesi bolj intenzivni, posledično nalivi močnejši, tudi verjetnost pojava toče se s tem nekoliko poveča, čeprav je težko objektivno analizirati takšne pojave, kot je recimo toča, posebej za dolga obdobja nazaj, ko ni bilo meritev in tudi sedaj so meritve v glavnem posredne, se pravi s pomočjo daljinskih zaznav preko meteoroloških radarjev, nimamo pa tako goste mreže točemerov, da bi lahko na osnovi tega potem analizirali in iskali trende, no. Zato tukaj nismo najmočnejši, ampak kot rečeno, spremenljivost od nekdaj na našem območju, ampak zaradi tega, ker so se temperature dvignile že v povprečju za okoli 2 stopinji Celzija, glede na pretekla obdobja v prejšnjem stoletju, imamo potem seveda več intenzivnega vremena in posledično tudi lahko več vremenskih ujm. Gospod Metelčar, kaj to pomeni za zavarovalnico in predvsem, kar se tiče škod na premoženju, govorimo tukaj o nepremičnih avtomobilih? Zdaj, kot sem že malo prej omenil, ta trend teh škod je v porastu. Se opravičujem. Je pa zelo odvisno, no. Toča je mogoče ujma, ki jo lažje nekako spremljamo na nekem širšem območju, ne. Pa prizadene praktično vse, od vozil do objektov. Recimo viharji pa poplave mogoče iz tega stališča so bolj problematične za same objekte, ne. Sploh iz poplav nekako najbolj opažamo škode na objektih. Pa mogoče še ena stvar, ko je prej nisem omenil, no. Recimo zadnja večja poplava je bila leta 2014, pa tudi potem, ampak mogoče v manjšem obsegu. Značilnost poplave je ta, da ima izjemno od vseh teh rizikov, o katerih danes govorimo, najbolj mikrolokacijski vpliv. Se pravi prizadene, bom rekel, hišno številko, oziroma res je ta mikrolokacija, kje se objekt nahaja, izjemno pomemben pri tem, ali bo objekt potem poškodovan, ali ga bo poplavilo, ali ga ne bo poplavilo. Poplava v zavarovalniškem žargonu je malce širje kot samo to, da nekje reke, jezera, morja prestopijo svoje bregove. Mi kot poplavo smatramo tudi hudourniške vode, pa utrganje oblaka, ampak še vedno mikrolokacija objekta je v tem primeru kritična. Recimo vozilo dosti lažje umaknemo iz nekega območja, ki ga bo, ne vem, če bo Tartinijev trg jutri plaval, ne, že se recimo bo plima visoka, se avtomobil lahko odmakne, objekta žal ne. In tukaj mogoče res mi v Zavarovalnici Triglav zelo podrobno spremljamo. Eno so Arsotove slike teh poplavnih voda, 10, 100, 500-letnih, spet drugo so potem dejanske škode, ki nastanejo. In ja, če smo zdaj večinoma govorili nekako o toči, mogoče še malo tudi omenimo tudi druge viharje oziroma poplave, sploh specifika poplav, kot sem rekel, mikrolokacija objekta, tista, ki vpliva. Kaj iz tega potem lahko sklepamo, kar se tiče gradnje in ja, zelo pomembno, kje gradimo. Izzivov. Če že gradimo na območjih, ki imajo večjo verjetnost poplav, potem temu je treba tudi primerno gradnjo prilagoditi. Gotovo pa se v zadnjem obdobju zelo intenzivno v Sloveniji ustvarjajo določeni protipoplavni ukrepi, ki pa imajo nek vpliv, ampak še vedno, ne, če smo v nekem rizičnejšem območju, je verjetnost, da bomo ob enem poplavnem obdobju deležni škode toliko večje. Gospod Zupan, kakšni so potem takem izzivi recimo pri kmetijski proizvodnji, glede na vse te projekcije in trende, ki smo jih slišali? Ja, takšni, da mi kot zavarovalničarji ne rečemo več v kmetijstvu skleni zavarovanje, ampak rečemo poskušaj aktivno zaščititi svoj pridelek tam, kjer je to možno.
To se pravi, in seveda, če kalkulacija pridelave to prenese. Recimo zavarovanje sadja, ki je končen produkt, eno jabolko je končen produkt, glede na vrednost na hektar prenese, da se tudi sadovnjak pokrije z mrežo oziroma tudi, da se tudi orošuje. To je že težje reči za en hektar vinogradov v Sloveniji, s tem, da se že tudi tukaj pojavljajo aktivne zaščite, ali pa recimo Francozi že tudi orošujejo tudi vinograde, to vidimo pač, kadar se to dogaja. Potem je tudi glede na vrednost hektarsko recimo tudi pridelava vrtnin na prostem je zelo rizično v Sloveniji. Se pravi, tudi vrtnine je dobro imeti v zaščitenih prostorih, če je to možno. In pa seveda vse, kar se tiče rizika suše, vse trajne nasade, kakorkoli je možno seveda namakati. To je en osnovnih agrotehničnih ukrepov, vode imamo v Sloveniji dosti, tako da tukaj imamo pravzaprav še bistveno premalo površin namakanih. Seveda so pa vse poljščine, ki so pa izpostavljene, tukaj so pa velike površine, pa travinje za živinorejo in tako naprej, tukaj pa pač aktivna zaščita ni možna. Tukaj pa dejansko rečemo, tukaj je pa pač sklenitev zavarovanja edina možnost, ki je seveda, da je to lažje tudi pač podprto s sofinanciranjem strani države, kar je zelo ok, v višini 55%. Tako da zavarovanja pa seveda sklepamo masovno tam, kjer se največ dogaja. Se pravi, Slovenija, kakorkoli je majhna, pa kar smo videli kart, se največ zavarovanj sklenemo tam, kjer se največ dogaja, kjer je največ točk, največ pozeb in tako naprej. Zelo različno v tej majhni Sloveniji. Tudi to je treba priznati, da so te regije zelo različne okoli dogajanja, tako da se temu primerno je tudi ponudba, je pa tam, kjer je zaščita, seveda zavarovalna ponudba bistveno drugačna. Se pravi, rizik je manjši in tudi premijsko veliko bolj ugodno tam, kjer je zaščita. Katere so te regije? Da je zavarovanost najvišja, definitivno severno-vzhodna Slovenija, Pomurje je najbolj zavarovano, potem pa tam, kjer so riziki tudi skoncentrirani. Recimo ena taka specifika je v Sloveniji tudi hmelj, ki je izpostavljen predvsem toči, glede na armaturo, seveda viharju, ravno tako, zaradi višine. V bistvu hmeljarji praktično že danes skoraj vsi namakajo, se pravi, da oni so pravzaprav vse naredili, že vse naredijo, zavarujejo za točo, za vihar, namakajo, in jih pa prizadene pa toplotni udar. Je spet en pojav nov, ki pride, se pravi, vse so naredili, ne morejo pa nič proti toplotnemu udaru narediti. Tako da vedno je nekaj. No, potem seveda Posavje je zelo močno sadjarsko vinogradniška regija in pa Primorska seveda, tako da srednja Slovenija je pa, bi rekel, z našega vidika zavarovalniško pač malo manj izpostavljena, pa tudi trajnih nasadov tukaj manj. Mimogrede povabilo za kakšen komentar, vprašanje še vedno velja. Sicer pa, gospod Štajer, kako se vi prilagajate tem spremembam? Kako vi skrbite za to, kar smo slišali, to preventivno zaščito, kolikor je pač to mogoče? Ni smiselno. Ja, zavedamo se, da pač imamo delavnico pod milim nebom in smo izpostavljeni pač vsem tem vremenskim pač prilikam. Glede, seveda se učiš z leta v leto, glede poplav, če gledamo, pri nas so vinogradi večinoma zatravljeni, problem je v bistvu spomladi, zdaj ko delamo neke mlade nasade, takrat je zemlja gola in takrat, če prije trenutno veliko padavine eno mesto, ker so strmine, odnese veliko zemlje, tudi trte grejo, potem pozneje je malo lažje. Tako da treba skrbeti, da je čim prej vinograd zatravljen, seveda treba posejati prave travne mešanice, ki podržijo strukturo pač skupaj. Drugače pa glede padavin je še ta problem, mi spremljamo v vsakem vinogradu, hvala Bogu imamo precej razpršene vinograde, tako da nekaj vedno ostane, to je zelo važno. Naprimer zdaj v nedeljo je bilo v Polica, Pridički vrh 35 metrov padavin, pa to v dobre pol ure, v sosednjem hribu Ačenski vrh pa 5 nič. Take spremembe imamo in to je zelo važno tudi zaradi zaščite, da spremljamo, da pravi čas odreagiramo. Kar se tiče toče, kot sem že prej povedal, skušamo
če grozdje pač preživi že fazo zorenja, da odpiramo malo pozneje grozde, da treba razračiti, potem ti odvečne liste v coni grozdja treba odstraniti, ampak jih malo pozneje odstranimo, da vseeno listje zaščiti še to grozdje pred točo, ker mi kakorkoli mi si želimo predelka, mi ne taktiziramo, ne kalkuliramo, mi imamo zavarovano vsako leto, to je zelo važno, ker imamo kar nekaj teh, ki pa se nam malo špekulirajo. Jaz nisem takšen, se zavedam, da je neka sigurnost cele familije, celega obrata, če je zadeva zavarovana. Kar se pa tiče pozebe, kot sem že povedal, bo treba pa tudi razmišljati o mrežah, pa mogoče v določeni fazi, da se lahko zaprejo pa odprejo, da dobimo vseeno pri teh aromatičnih sortah dovolj osončenja, da bo kupec zadovoljen z tipiko naših vin. Gospod Gregorčič, kako vi gledate recimo na to preventivno zaščito, na te sisteme, ki poskušajo omiliti škodo, če do Ja, vsekakor je to edini možen pristop. Seveda, veliko je odvisno tudi od mikrolokacije posameznih vinogradov oziroma nasadov. Vemo, da recimo na ravnini je problem glede pozebe veliko izrazitejši kot na pobočjih. Tako je recimo Vipavska dolina veliko bolj rizično področje kot recimo Goriška brda, prav gotovo. Imeli smo razlike v temperaturah med recimo dnom Vipavske doline in tistim gričevjem v Goriških brdih, lahko ob jasnih jutrih tudi 5 stopinj Celzija, se pravi, na ravnini se mnogo bolj ohladi ozračje pri tleh. Tako da ja, mislim, da tukaj ni več kaj dosti dodati. Gospod Matičar, kaj pa, kar se tiče zaščite na premoženju, kako tukaj pravzaprav najbolj primerno pristopiti, postopati, ko do takih stvari pride? Zdaj, kar se tiče zaščite objektov, je zelo okrnjeno. Tukaj zelo težko kaj naredimo. Gotovo pri vozilih, recimo, kot smo rekli, če pride do poplave, umaknemo iz tistega območja, kjer poplava nastaja. Če pride do toče, avto poskušamo umakniti nekam pod streho. Sigurno ne ustavljamo v tunelih ali nadvozih, absolutno ne. Skrb za našo varnost je vedno in varnost vseh ostalih je vedno na prvem mestu. To velja vedno, tudi ko gre za reševanje imovine, najprej rešimo sebe in svoje bližnje, šele na to, če je možnost, rešujemo imovino. Kar se tiče pa reševanja objektov, kot sem pa rekel, pri poplavah z določenimi protipoplavnimi mrežami oziroma žaklji in podobnimi barierami, da zaščitimo nekje pronicanje vode, to je še tisto največ, kar lahko naredimo pri toči, pri viharju. Mogoče preventiva, če vidimo kakšno drevo, ko je malce višje, pa že mogoče bolj suho, da ga že preventivno odstranimo, preden pride prvi malce močnejši piš, ki bi ga lahko porušil na naš objekt. To so pa tiste stvari, na katere lahko vplivamo. In seveda zavarovanje, a ne? Sigurno, definitivno ja. Definitivno zavarovanje tudi. Gospod Zupan, kako recimo pristopate v Zavarovalnici Triglav v primeru reševanja takih množičnih škodnih dogodkov na področju kmetijstva? Ja, zdaj odvisno za kakšen tip škode gre. Če grem spet tako kot prej, če gre za škode po toči, pa po viharju, prvo je važno, kdaj se to zgodi. Če se to zgodi nekje sredi vegetacije, moramo mi narediti predogled in potem končno oceno narediti šele pred žetvijo, rečemo, biranjem, kakorkoli. Ja, če gre za masovni škodni dogodek, recimo, primer lanski 25. maj, se na hitro ne moreš nič narediti. Se pravi, najprej brez panike, telefoni zazvonijo, normalno, kolesje zavarovalnice se zavrti, vse se aktivira, ampak pomemben je najprej en grob ogled območja, da vidiš intenzivnost, katere kulture, v kateri fazi in tako naprej, da se naredi ena taka groba ocena, ker tukaj gre za živo stvar, rečemo, in nikoli ne moramo
2-3 dni po poškodnem dogodku vedeti, kakšna bo škoda na koncu. Važni, kakšni bojo tudi pogoji za naprej. Tako da potem se pa sistemsko lotimo od primera do primera, od parcele do parcele, ni drugega ni. Ne? In potem to ponovimo pred samo žetvijo, obiranjem, karkoli. Za razliko recimo primer pozebnih škod, recimo, ne, tukaj je spet podobna stvar. To se zgodi v eno lepo jutro, ne. To ni nobena ujma. To je pač en lep dan, ki se zjutraj zgodi pač minus. In ne moramo tako vedeti, no. Razen če bi šlo res za ekstremni vdor zraka, tako ko tudi ni važno, da je depresija, ni depresija, ko pride res tak minus iz severa, da praktično lega ni pomembna, takrat vemo, da bo hudo. Ne. Sicer moramo pa to spremljati. Moramo spremljati najprej prvič pregled cvetov, plodnic in tako naprej, potem spremljamo, kako se bo pač, rečemo, sadje zavezalo, kako bojo brsti trtni odgnali in tako naprej, potem junija spet, kako se bo treblo in pol spet pred obiranjem zadnje finale od parcele do parcele. Tukaj so še sorte pomembne, ker sorte različno reagirajo. Ne. Tukaj ni samo izguba količine, je tudi izguba kvalitete in so še pač te poškodbe. Tako da to je kar procedura, je veliko pravka s pozebnimi škodami. Tako da ja, na ta način, seveda, če je možno, če je obvladljivo z vsemi internimi cenilci, če pa ni, kar je v masovnih škodnih dogodkih pač največkrat ni, pa si pomagamo tudi z zunanjimi pogodbenimi cenilci, ki vskočijo za tisti teden, dva, pa še enkrat v tem stilu. In potem seveda pomemben je pa, da se pol, ko se to konča, da se to obračuna in da se izplača čim prej. To se pravi, ta sistem, ki je pač podprt s tem, kar sem že prej omenil, s sofinanciranjem, se pravi, ta način, zavarovanje na splošno, sploh če je podprto, je najhitrejši način povračila. Mi ne moramo povrniti pridelka, tako kot je kolega Štajer rekel, mi smo tisti, ki povrnemo finančno delno nadomestilo, da se to lažje prebrodi. Zato je pa tudi aktivna obramba toliko bolj pomembna, ker vsak predelovalec zbirati pridelek, ne pa zavarovalnino od zavarovalnice. Ampak, če pridejo hudi časi, je pa to tisto, kar je najhitreje. Kdor hitro da, dvakrat da. Ok, imamo tamle eno vprašanje. Izvolite. Ja, Jernej Kadrolec, Radio Slovenija. Jaz bi kar za gospoda Zupana vprašala za kmetijska zavarovanja. Kako je zdaj trenutno, mislim, koliko časa je do izplačila škode pri vas, pa kakšen delež je poravnan? To je eno vprašanje. Sicer pa drugo še, kakšne so zdaj trenutno koliko je zavarovanih površin, zdaj trenutno letos, a še vedno velja 55% sofinancira kmetijsko ministrstvo premije, a je kakšna možnost, da se bi pocenila ta zavarovanja? In če mogoče še četrto vprašanje, a je kakšna novost na vidiku? Mogoče se pogovarjate širše, a ne, skupaj države Evropske unije ali pa podobne države, ne vem, alpske, da bi skupaj sodelovali pa ponudile nekaj, kar bi bilo cenejše za uporabnike. Zdaj ne vem, kaj bi to lahko bilo, ampak mogoče bi pa zavarovalnice tudi bile zainteresirane, pa bi aktivno pristopile k temu, da nekako sofinancirajo tisto aktivno zaščito. Ne vem, pač sprašujem, če so kakšne novosti. Zdaj ne vem, če bom lih vrsten red zadev vseh vprašanj, če sem si sploh vse zapomnil, ampak ok, lahko mi še pol pomagate. Pejmo tisto, kar sem si zapomnil najprej. 55% je še letos, ja. Če bo kaj drugače, je treba vprašati predstavnike ministrstva za naprej. Koliko je zavarovanih? Za letos ne moram reči, ker je šele zdaj v polnem teku sklepanje, ampak ja, bi rekel, v zavarovalnici Triglav je zavarovanih, če gledamo na lansko leto, več kot 35 tisoč hektarov. To je tako,
kot sem rekel prej, glede na deleže so območja, ki so zelo dobro zavarana in glede na kulture, ki so praktično tudi vse zavarana, hmelj je skoraj ves, sadovnjaki so v veliki meri tudi, ne vsi, ampak zelo velik. Vinogradništvo je glede na rajon oziroma na okoliš zelo različno. Poljedelstvo mogoče še res malo premalo, s tem, da Pomurje je res ena taka zgledna regija, kjer so najverjetneje tudi svoje odigrale tudi občinske subvencije, no to nismo še omenili, da tudi občine sofinancirajo poleg države in ta zavest je ostala, tako da tam lahko rečemo, da imamo skoraj vsako drugo nivo zavarovano. No. Ni pa potencial za zavarovanje pravzaprav vse, kar bi statistično pogledali, vse površine, realen potencial je bistveno nižji, ne vem, če je 100.000 hektarov, govorim za vse zavarovalnice in za cel trg. Tako da zavarovanost je, bi rekel, lahko bila višja, ampak ni slaba, tudi v primerjavi z drugimi državami. No, zdaj sem se spomnil, ja, kako je z ostalimi alpskimi državami. Ja, vse alpske države imajo problem s tem področjem. Ne. Tukaj se toliko dogaja, mi smo na takem prepihu, tle se te klime menjajo in ravno tako imajo Avstrijci, tudi Nemci, Švicari, Italijani imajo velike težave s tem. Tako da ne vem, če bi se združili, če bi kaj dosegli. Mislim, da največ odvrnejo, premije nižjih obljubljati je skoraj, nima smisla obljubljati nebes. Premije tukaj bojo vedno visoke in to zaradi tega, ker smo tako izpostavljeni. Ne. Svoje lahko naredi preventiva in v primeru preventive je pač zavarovanje veliko cenejše, bistveno cenejše. Ne. Tako da to, ker, prosim, koliko, bom rekel, v primeru, da je sadovnjak na prostem ali pa pod mrežo, je zavarovanje sadja pod mrežo cenejše za več kot 80%. To je bistvena razlika, zato ker praktično na prostem, ko sem že omenil, je v Sloveniji sadja skoraj težko. Če govorimo o pozebah, glede na tole, no se tudi naslov današnji je to še, kako že predvidljivo ali nepredvidljivo. Žal, glede pozeb, vsaj za sadjarstvo, lahko rečemo, da je to že predvidljivo. Ne? In če je nekaj pričakovano, a je to sploh še zavarovanje. Ne? Tako da tukaj je rizik tako visok, da je spet težko obljubljati neke nižanje ali pa nižke premije. Tukaj pomaga pol v bistvu država s svojim sofinanciranjem, ne? V tem delu, da je pol tisti prispevek kmeta bistveno nižji. Ne. Pa je pa še eno vprašanje, pa, ne vem, mislim, da prvo. Novosti. Okay. Novosti. No, imamo še zmeraj rizike, ki smo jih omenili prej, pa rečemo, dobro, niso še sofinancirani, so pa že zavarovaljivi. Seveda se trudimo, pa spremljamo tudi tujino, kam in kako gre. Mi rečemo o tem, bi rekel, sistemski riziki, no, ki sem prej rekel, da vzamejo celo regijo. Ne. Če pride neka suša, naprimer, mimogrede vzame celo regijo, celo Slovenijo. Če gledamo 22 leto in seveda so najbolj prizadeti so poljedelci in živinorejci. Se pravi, poljedelstvo, kjer ga ni moreš posod namakati, ker so velike površine, živinorejci s svojimi pašniki in travniki, ki jih tudi ne moreš in so brez krme. Tako da to je prvo in tukaj se pojavljajo, po svetu se pojavlja trend novih produktov za sušo. Je pa potem, ko smo prej govorili, kako se lotiti sanacije škode, ne, za sušo, je pa problem ta, da vemo pa še Slovenija recimo s temi majhnimi parcelami in gerki, je to nekaj neobvladljivega iti od parcele do parcele, od kmeta do kmeta in to v centu v nekem zglednem času na koncu vegetacije. Zaradi tega se pojavljajo nove tehnike, temu se reče v bistvu parametrična ali pa indeksna zavarovanja. Ne. Indeksna zavarovanja, ki pravzaprav temeljijo ne na ogledu na terenu, ampak temeljijo na meteoroloških podatkih, na meritvah ali satelitskih ali kakršnihkoli meritvah temperatur, padavin in tako naprej. In zato se pojavlja v svetu trend teh produktov. No, tukaj se tudi mi pač učimo, malo že eksperimentiramo.
v bistvu že to sklepamo. Je pa to velik izziv za, kako ne rečem, če se pogovarjamo z našimi pozorovateli, to je kar izziv za cel svet. Ker te škode, ki so bile, ne vem, tudi pri nas v regiji, lansko let Slovenija, ravno tako tudi Hrvaška, pa prejšnji let 21 tudi Hrvaška in tako naprej v bližnji, da ne govorimo o celi Evropi, da govorimo o celem svetu, se to samo potencira in tudi pozorovateli so že zelo, zelo, zelo previdni v tem delu. In ne da se bojimo, ampak ni za pričakovati, da bi pričakovali zdaj temu neki premijsko zniževanje, ne? Prej obratno, zato morajo pa državni sistemi svoje narediti. Tako da v tem delu je pa potlej, če pa se zgodi moment, kot je recimo, ki ste rekli, kako je v drugih sistemih, moment, kot je recimo pri nas velik problem že, a je to zavrljivo ali ne, spomladanska pozeba za sadjarstvo. Recimo Francija je prišla do tega tudi, da oni imajo nek multirisk police, so prišli že do tega, da je interes pri zavarovalnicah upade. Se tudi v Sloveniji smo že imeli zavarovalnice, ki so se umaknile iz tega portfelja, iz tega področja. Potem ima problem država, imajo problem kmetje in države, če zavarovalnice niso za. Tako da v tem primeru je pa potlej se pa že nekaj pojavila praksa, da je pa treba ta rizik razporediti. Se pravi, da en del, da država pomaga kmetu pri premiji, če pa pride do nekih večjih dogodkov, se pa lahko vključi tudi v delu škod. To so pač, to spremljamo države, kaj se dogaja in tako naprej, ki imajo v bistvu še, glede na njihovo velikost, enormne probleme z velikimi številkami. Ampak ja, no, in pa seveda, indeks na ta zavarovanja tudi prakticiramo že pri hmelju, kar sem prej omenil, če so visoke temperature, hmeljar ne more nič narediti in imam tudi neko dodatno ponudbo, da dobi neko dodatno poročilo tudi zaradi tega. Upam, da je. Hvala. Še eno vprašanje. Gospod, 2. Dobar dan, Benmol Kmetijski inštitut. Imel bi 2 vprašanja za gospoda Zupana in gospoda Metličarja. Gospod Zupan, ali so pozavarovalnice že postavile neki tihi delež zadetih polic, da za posamezno območje se kmetijska zavarovanja ne grejo več? Ali to obstaja? So že kakšne kritike, oziroma že kakšni indici, da so že postavljene meje? Zdaj za letošnjo sezono imamo posle sklenjene, če lahko tako rečem, ne? Ampak je pa zaznati trend zaostrovanja tudi z vidika pozavarovalnic, da so njihove bi rekel, naša pozavarovalna premija v bistvu višja, kot je bila prej, tako da tukaj je zaznati eno veliko previdnost, najverjetneje tudi na drugih področjih, ampak na kmetijstvu pa sploh. Ja, smo tudi že slišali, da so tudi že svetovne kar pomembne pozavarovalnice odstopile od posla, tudi to je res. To je tisto, kar sem prej rekel, da je zaskrbljujoče. Če se to zgodi, potem bo imele, bom rekel, vlade pa kmetje problem. Zdaj jaz upam, da se tukaj pri nas tega še ni zabata, ampak se je pa treba začeti pogovarjati o teh stvareh, modelih, mogoče ne za celotno, mogoče za kakšen specifičen rizik, kjer ga vidimo, da ni več, ali je še zavarovljiv, ali ne. Vemo pa, da pred leti se pa to v Sloveniji že zgodilo. Ja, seveda, že se je že. Da so zavarovalnice, nekatere zavarovalnice, ki jih zdaj sicer ni več na trgu, ja, čez noč. Neke širše skupine so odstopile od zavarovanj. Gospod Metličar, kakšno je pa stanje na področju zavarovanja objektov za kmetijsko pridelavo? Naj spomnim, pred leti je bil na Primorskem silni vihar, kjer je bilo precej uničene zelenjave v zavarovanih prostorih. In takrat je bil vik in krik, uničeni so bili rastlinjaki. Ali so se takrat pridelovalci kaj streznili in so začeli tudi zavarovati te objekte? Namreč vemo, kupiš avto, prva stvar je polni kasko, zavarjaš proti toči. Objekti za pridelavo, se pravi z osnovno kmetijsko pridelavo, od katerega ljudje živijo, pa niso bili. Kakšno je stanje danes? Zdaj bom rekel nekako generalno. V Sloveniji nekje
ugotavljamo, tretjina objektov ni zavarovanih. Govorim generalno. Če se na specifiko objektov za predelavo hrane, pridelavo, imamo več objektov, ki so pri nas, takšnih objektov namenjeni te dejavnosti, ki so pri nas zavarovani, tudi z škodami. In tudi škode smo imeli kar precejšnje na teh objektih. Ne bi zdaj detaljno o posameznikih, ampak recimo en rezime, če potegnem črto, ugotovitev, na kaj biti pozoren. Ko se zavaruje objekt, pa tudi potem vse, kar zraven sodi, od zalog, opreme, ki je noter za to, da zadeva funkcionira, je zelo pomembno, da so te zavarovalne vsote, za katere se te stvari zavarujejo, ustrezne. Zakaj to poudarjam? Morda prej, ko je bilo vprašanje strani Saša v smeri, ali se škode povečujejo, sem odgovoril, da se, in zakaj se, mogoče tega pa nisem tako podrobno objasnil. Mi, če pogledamo danes indeks, ki ga objavlja vsak mesec Gospodarska zbornica Republike Slovenije o prirastu cen v gradbenem sektorju, govorimo o stanovanjske gradnje, industrijske gradnje in drugih gradbeno-inženirskih objektov, opažamo od leta 2021 naprej izrazito rast. Leta 2021 je bil ta indeks 115,7, pa še 100 zraven. Lansko leto je bil ta indeks 112, pa spet še enih par decimalk zraven. Letos prve 4 mesece govorimo o indeksu 104. Se pravi, če naredimo sumo sumarom, obrestno-obrestni račun, hitro ugotovimo, da se je gradnja podražila za cirka 35% v zadnjih 2 letih in pol, zelo na palc. In največja težava ob škodi, je pa ta, da je objekt sicer zavarovan, ampak zavarovalne vsote na zavarovalnih pogodbah ne ustrezajo realnemu stanju. Morda so ustrezale 2 leti nazaj, ampak objekt, ki je bil 2 leti nazaj vreden 100.000 evrov, je danes na ta dan vreden 135.000 evrov. In ko pride škoda, je seveda potem, mi temu rečemo, problem podzavarovanja, ki se ugotavlja ustreznost sklenjenega zavarovalnega posla in koliko so tiste zavarovalne vsote prenizke, lahko se potem z določenimi proporciji splača tudi škoda. Mogoče to ni toliko problem, da objekti ne bi bili zavarovani, rezime so zavarovani, tudi škode imamo. Največji pomen oziroma pomembnost tukaj bi jaz dal ravno temu, da so tudi ustrezno zavarovani. Lahko tle malo pomagam, Uroš, zato ker res spada bolj, čeprav je vprašanje na premoženje, spada v naš delokrog, tako da, če dovoliš, sam pojasnim, da tlele zavest je v porastu in tudi povpraševanje je v porastu. In to pa zaradi tega, ker je Ministrstvo za kmetijstvo to, pa res ne vem, lani ali že predlani, dodalo v uredbo o sofinanciranju na pobudo pač pridelovalcev, tako da danes je možno zavarati tudi te objekte za pridelavo, se pravi protitočne mreže z mrežami, armature za vinogradništvo ali pa rastlinjake, plastlinjake, tako kot morajo biti, nekaj improviziranega, se da tudi zavarati ravno tako subvencijo 55, zaradi tega, tako da tukaj pač mi moramo to dati na drugo polico in tako naprej, to je tehnika, ampak tukaj je v porastu tudi zaradi tega. Hvala. Še eno vprašanje imamo tamle. Janon Zelaznik, Žurnal 24, za gospoda Metličarja bi imel vprašanje in sicer me zanima, zavarovanja avtomobilska so se kar občutno podražila v zadnjem času, pa me zanima, lahko morda ocenite, kolikšen delež teh podražitev gre na večjo pogostnost množičnih škodnih dogodkov, torej toč, recimo. Drugo vprašanje pa me zanima, ali diferencirate vi zavarovance po regijah, v smislu, če živiš v regiji, kjer je večja verjetnost toče, ali plačaš dražje kasko zavarovanje za primer škode, oziroma po analogiji za zavarovanje nepremičnin, torej ali nekdo, ki ima hišo na poplavnem območju, plačuje višjo premijo, oziroma ali ga sploh zavarujete, ali ne. Ok, hvala. Najprej prvo vprašanje glede vozil. Tukaj se bom potrudil maksimalno dobro odgovoriti. Sicer ni to prvenstveno področje, ki ga pokrivam, ampak zadeva gre nekako takole. Slovenija po zadnjih statističnih podatkih je v bistvu 3. država v Evropi z najdražjimi nadomestnimi deli. Mislim, da za Norveško pa Dansko
zdaj ne me za besedo držati, ampak mi smo tretja država v Evropi z najdražjimi nadomestnimi deli. Če bi pripisal tem pojavom ujm, toč, viharjev, porast avtomobilske premije, bom rekel prej ne kot Jano. Niso tako izraziti ti dogodki kot splošno, ne vem, škode iz kaska in splošnega kaska in drugih kombinacij, ki jih imamo zavarovane na vozilih. Največji problem, pa še enkrat poudarjam, res skokovita rast v zadnjem letu in pol cen vseh nadomestnih delov. Tukaj Zavarovalnica Triglav poskuša z raznimi ukrepi, tudi našo strategijo imamo zapisano, da se trudimo biti maksimalno trajnostno naravnani, tudi z tako imenovani eko popravili, kjer mogoče kakšen blatnik ni potrebno ravno zamenjati, pa imamo potem problem z odpadkom, pa z proizvodnjo novega blatnika, se lahko morda kak blatnik tudi čisto kvalitetno danes popravi, ne vpliva na nobeno varnost, estetika je skoraj da neokrnjena, razen za res tistega največjega profesionalca. In s takimi ukrepi smo in še bomo v prihodnje gotovo poskušali tudi te trende nekako zamejiti. Seveda tudi z namenom vpliva na premijo, ker če bomo zamenjali vsak blatnik, bo premija še toliko višja v bodoče, če bomo pa kako stvar se potrudili popraviti, kar vemo, da je danes trend in tudi, če želimo biti nekako zeleni, bomo tudi namesto da telefone menjamo na leto pa pol, ga bomo lahko mogoče malo obnovili, pa ga bomo imeli 4 leta. Drugo vprašanje se je pa nanašalo nekako na regijsko diferenciacijo vpliva na premijo. Zdaj, kar se tiče avtomobilskih zavarovanj, tega ni. Recimo je to v tujini, na Hrvaškem recimo je AO premija zelo odvisna, v kateri občini zavaruješ oziroma registriraš vozilo. Pri nas tega pri vozilih ni. So pa te stvari že danes prisotne recimo pri zavarovanju objektov. Recimo tipičen primer, tu si upam zelo suvereno trditi, da smo eni izmed vodilnih zavarovalnic v Evropi in širše, celo na svetu, kjer imamo poplavno izpostavljenost objektov najbolj jasno diferenciran. Kaj to pomeni? V Sloveniji imamo danes cirka 569 tisoč objektov s hišnimi številkami, vseh objektov v Sloveniji je koliko? 1 116 000, nekaj takega. In Zavarovalnica Triglav zna prepoznati poplavno ogroženost za vsak objekt s hišno številko. Se pravi, vsak objekt, ki ima centurit, XY koordinato, mi danes znamo na podlagi ARSOT-ovih kart poplavne izpostavljenosti, naših historičnih podatkov glede poplavnih škod, za vsak objekt diferencirati nivo izpostavljenosti posameznega objekta. In to se lahko jutri seveda upošteva tudi v pricingu. Potem prosim, tudi že danes. Vaša stanovanjska hiša, ki jo zavarujete, je v to zajeto tudi mikrolokacija, poudarjam, mikrolokacija, kjer se ta objekt nahaja. In tukaj smo eni izmed vodilnih v Evropi, na svetu, imamo v ozadju geografski informacijski sistem, ki nam vse te stvari omogoča. Te karte so dinamične, se lahko spreminjajo kadarkoli, za vsak objekt se ta nivo izpostavljenosti lahko spremeni. Pri poplavi konkretno govorimo o 3 stopnjah, 3 nivojih izpostavljenosti, 1., 2., 3. poplavni razred, pri čemer 1. je najmanj rizičen, 3. najbolj rizičen. Če nekako govorimo v Sloveniji, teh 560 tisoč objektov, mi lahko rečemo, da 93% jih je v najmanj rizičnem, preostalih 7 je pa 3/4 v drugem, pa 1/4 v tretjem. Generalno. Kar se tiče ostalih diferenciacij, gotovo in v bodoče bodo vedno bolj aktualne, ker so območja v Sloveniji, ki so za določene naravne rizike, recimo toče, bolj izpostavljeni. Sigurno te diferenciacije pridejo poštev pri tistih zavarovanjih, ki jih nek takšen riziko najbolj prizadene oziroma je kot nek vodilni riziko pri samem zavarovanju. Recimo, ko govorimo o sončnih elektrarnah, je tam poplava ne tako močen riziko, tam govorimo bolj o riziku toče. In potem spet z raznimi kartami izpostavljenosti za točo, potem diferenciramo območja. Pričemer, še enkrat, poplava je edini naravni riziko, ki ima izrazito mikrolokacijsko komponento. Dočim toča je lahko, kot smo prej gledali te slike, so območja, širša območja, ki spadajo v posamezen razred izpostavljenosti. Govorimo o regiji, občini,
enem poljubnem poligonu nekje v Sloveniji, ki je mogoče malo bolj izpostavljen toči kot pa recimo kakšna druga regija. Evo, še eno vprašanje. Zdravo, Peter Pahor, Sion. Zanima me, če je recimo že v kmetijstvu prisoten razmislek, kaj se nam splača sploh glede na te podnebne spremembe, kje pridelovati, recimo omenjali ste aromatične sorte, ne? Zdaj pač zaščita bo šla do določene mire, ne? Zavarovalne premije se bodo zviševale, na eni točki verjetno se mogoče ne bo več splačalo vse skupaj. Očitno vprašanje zame, ja. Dobro vprašanje. To se tudi v bistvu, mi vinogradniki že trudimo, predlagamo zavarovalnici. Imamo v bistvu en maksimum po kilogramu grozdja, po katerem je lahko pač predelek zavarovan. To so seveda manjša odstopanja, plus minus, ampak želimo si seveda posebne lege, ki so seveda dajo večjo dodano vrednost. Naprimer, imamo lege, vemo že naprej vinogradniki ali vinar, za te lege pridelamo vina grozdja za eno svežo linijo, ki je cenovna pol vrednostne buteljke, rečemo 10 evrov. Imamo pa specialne lege, ne vem, ki že lega daje eno specifično kakovost in pa še potem tudi sorta, ki tam raste, ki pa je pol prodajna vrednost te buteljke tudi v naših letih od 30 do 50 evrov, ne. Seveda, če prizadene toča to lego, imamo veliko večji izpad in mi si želimo to lego seveda z večjo premijo bolj zavarovati, da smo tu tudi v bistvu pokriti pač temu riziku, kajti premija ni enaka, če zavarujemo avtomobil, ki stane 30 000 evrov, ali pa avtomobil, ki stane 100 000 evrov. To je mogoče ena novost, ki bi jo bilo dobro za nas vinarje pač uvesti, kajti s temi vini ti, ko tudi izvažamo, ne, smo v bistvu na nekih kartah v tujini in seveda ljudje si ta vina želijo, ker tega je malo in ene lege Aženski vrh je na celem svetu samo 1,5 hektar. Tega ni nikjer in nekateri to znajo zelo ceniti. Jaz bi se še zdaj, ker sem jih pri besedi, navezal na eno vprašanje, ki je bilo že prej postavljeno, glede, pa to pa ena pohvala zavarovalnice, ne, izplačila, mislim, da je kolegica prej izpostavila iz radia. Leta 2016 smo imeli veliki spad, zgodi novo klet, katastrofa, gospod Zupan ve, brez predelka. Trebalo je grozdje kupiti, kajti mogli smo preživeti, ne. Mi smo drugače družinsko posestvo, kmetija, lahko pridelamo vina samo iz lastnega grozdja, ampak v takih primerih seveda Ministrstvo za kmetijstvo sprosti en poseben ukrep, ki tudi kmetje lahko dokupimo grozdje. Takrat smo mogli hitro odreagirati, rezervirali smo grozdje v sosednji Hrvaški, seveda želeli določeno kvaliteto, ki je trebalo dobro plačati, ker so tudi takrat pritiskali naši sosedje iz Avstrije in je treba dati hitro denar, ne. Tega denarja ni bilo in pa, ko so bile pač ti škodni ogledi zaključeni, je bil res denar takoj, da smo lahko že pred trgatvijo plačali v bistvu prodajalcev grozdja. To je bilo za nas v bistvu zelo pomembno. Ja, to je bilo tudi, hvala za tole, no, tudi vprašanje smo ga prej pozabili. Če sam dodam v tem delu, ja, recimo tudi, to je v primeru trajnih nasadov, tudi v primeru, rečemo, poljedelske police, kjer so žita in pa potem koruzo, buče, recimo, kar se pravi, kulture, ki se žanejo sred poletja in pa kulture, ki se spravljajo potem v jeseni. Celo tako gremo, ne, da ko je polica še živa, se pravi, ko je požeto žito, se že prične z obračuni, izplačili za ta del police in potem po spravilu jesenskih kultur, pa potem ponovno. Tako da tukaj, ja, se trudimo iti čim hitreje. To ja, mogoče pa še, to, kar sem mislil, da je tisto vprašanje na kmetijstvo, tudi če se kaj splača, no, zelo resen je pomislek, ja, kje se kaj splača pridelovati, recimo v smislu, ali, ko ste že prej omenil, gospod Gregorčič, recimo ravnine, ali sadonak res paše na ravnino, ne paše, ne. Na ravnino so ponavadi poljedelske kulture, sadje spada na svoje igrišče, še naprej pa
pa vinogradi in tukaj bo treba tudi recimo, ali če so neke breskve, marelce, ki so seveda vsi vemo prve cvetoče, ki so pozebile 5 v 8 letih, a je prav, da jih še imamo, ali jih je mogoče res treba zamenjati, ne. Hočem reči, da na nekaterih območjih v Sloveniji žal bo treba tudi zamenjati ne samo rečemo sorte, ampak lahko celo sadne vrste, ali pa če še to recimo tudi, ali recimo za primer suše, ali spada koruza res na lahka tla, kar se zelo pogosto dogaja. No, sicer bodo naši gosti na voljo tudi za kakšno morebitno dodatno vprašanje po zaključku, pa naj zaključimo morda samo še z enim vprašanjem za gospoda Gregorčiča. Verjamem, da marsikoga to zanima, pred nami so poletne počitnice in dopusti. Kakšno poletje se nam obeta? Kaj kažejo napovedi, ki so še vedno samo napovedi? Vsekakor sezonske napovedi pač žal niso tako zanesljive kot morda bolj kratkoročne, ampak vendarle so, ne, in lahko jih interpretiramo. Zdaj imamo na voljo majske napovedi Evropskega centra za srednjeročno napovedovanje vremena. Če jih primerjamo z lanskimi za lansko poletje, potem so letošnje nekoliko bolj optimistične v smislu, da neke hude suše na območju recimo Južne Evrope in Sredozemlja ne napovedujejo. Lanske napovedi za lani so celo to napovedale in potem se je seveda uresničilo verjetno še malce bolj zaostreno, kot je bilo pričakovati. Torej, letos smo lahko nekoliko bolj optimistični, kar se tiče tega, da morda suša ne bo tako izrazita, kot je bila lanska, bodo pa temperature visoke, se pravi, spet je verjetno pred nami poletje z vročinskimi valovi, ki nas spremljajo zdaj v zadnjih desetletjih kar pogosto. Vemo, da če smo imeli pred 40-50 leti morda en vročinski val, največ 2, imamo zdaj kar praviloma 3 ali 4, ne, včasih celo 5. Tako da vroče bo, ekstremne suše verjetno ne bo, tudi zaloge v gorah so letos nekoliko boljše, kot so bile lanske, kar se tiče snežnih zalog. Je pa res, da če bo količina padavin blizu povprečja, ob nadpovprečno visokih temperaturah, verjetno ne bo šlo brez vremenskih neurij, ne. Morda celo jih bo kaj več kot lani, kajti če je zelo sušno in vroče, potem je teh neurij manj. Če pa so padavinske situacije bolj pogoste, pa seveda bolj verjetno poleti, ko je tudi močno sonce, prihaja tudi do močnejših pojavov, kakšnih neurij, neviht. In o tej temi, o kateri smo danes govorili, skoraj da uro in pol bomo verjetno govorili še zelo veliko. Sicer pa morda dodam, če smo že začeli z ledenimi možmi in Ustano Zovko, morda samo še 2 pregovora, ki na nek način mislim, da glede na napoved potrjujeta tole, kar je gospod Gregorčič nam dalje povedal. Namreč, če se Pankraci, ta bo v petek, na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. Tole mislim, da smo na zelo spolzkih, kar ni ravno najboljša novica za gospoda Štajerja. Ta druga, če Zofija, to bo pa prihodnji ponedeljek, zemljo ne poškropi, vreme poleti pridani. Ta pa mislim, da je že bolj verjetna. Skratka, vsem skupaj hvala lepa za tale pogovor, bilo nam je veselje, hvala tudi vam za obisk in pozornost in se opravičujemo, ker smo vendarle tale dogodek nekoliko podaljšali. Kot rečeno, zato še bolj velja povabilo na kavo, vodo in prigrizek. Sicer pa ne pozabite, z vsakim dežjem posije sonce in tudi Mavrica ne pride brez dežja. Hvala lepa in srečno.